No, še enkrat. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. 4 tedne je že, odkar je velika večina Slovenije ostala doma. Danes pa sta naša gosta dva, ki nista ves čas doma in že ves ta čas skrbita za to, da smo dobro obveščeni o dogajanju in da nam prinašata vsakodnevne novice. V naši družbi tako lepo pozdravljam Jureta Tepina, odgovornega urednika 24ur.com in Novico Mihajloviča, dolgoletnega novinarja in urednika centralne redakcije na Delu. Gospoda, dobrodošla, dobro jutro, smo zelo veseli, da ste v naši družbi. Dobro jutro, Najprej me zanima v bistvu zdaj, kako izgleda vajin vsak dan. Verjetno je zelo drugačen od naših. Kako dejansko delujete novinarji v teh dneh? Mogoče Jure, s tabo začnemo. Ja, jaz sem mislil, da bomo šli po seniority pa po lepoti, tako da sem mislil, da bomo z Novico začeli. Gremo po lepoti, začni. Ja, živja. V bistvu smo že kar v tem času smo prišli že pač v neko rutino. Jaz trenutno sem še doma. Moje delo, kar se tiče odhoda na službo, je bolj povezano z televizijskim delom. Moje primarno delo je pa v bistvu na digitalu 24ur.com, kjer pa v bistvu mi že cel mesec, v petek bo točno en mesec, odkar smo ljudi poslali na delo od doma. Zdaj, moja rutina je v bistvu zdaj že kar, že dober mesec, zelo podobna. Vstanem nekaj pred 6, grem na Šmarno goro in ob 9 zjutraj imamo prvi Zoom sestanek z redakcijo. Tako da zjutraj najprej poskrbim za svojo glavo, ker drugače v novinarstvu brez tega destresne faze bi zelo težko preživeli. Ob 9 imamo prvi sestanek, 9:30 navadno drug sestanek in potem so v bistvu Zoom sestanki skozi 3/4 dneva, večina komunikacije deluje prek Slacka, celotne redakcije vseh ekip in potem je treba še v bistvu skoordinirati še vas development, še z tehniki, z razvijalci spletnih strani, tako da v bistvu smo aktivni celo dopoldne do zgodnega popoldneva, kjer pa potem že ponavadi vsaj jaz uskladim delo z dnevnim urednikom na televiziji. Vkolikor rabi kakšno delo v studiu, potem začnem ta digitalno komunikacijo še z grafičnim oddelkom. Moj namen je, da razbremenim kakšnega od televizijskih novinarjev, da grejo lahko na terene oziroma se lahko ukvarjajo s prispevki, s svojimi zgodbami, ker vsaka oddaja potrebuje kakšen explainer oziroma kakšen del na volu, na tem studijskem delu in potem ves ta grafično vsebinski del skoordiniramo z grafiki že od doma in potem v principu prideš samo za masko in za živo oddajo na samo hišo, v sam studio in pa narediš še analizo. Zvečer odgovoriš še na kakšnega od tistih 500 mailov, ki se ti je nabral in potem jovo na novo. Ok, Novica, kako pa pri vas izgleda vsakdanje delo zdaj v teh časih? V redakciji fizično nas je prisotnih mogoče enih 6-7, kar ni desetina tega, kar je običajno. Te, ki smo v redakciji, skrbimo za to, da bo jutrišnji časopis izšel, da bo natisnen. Vsi drugi ljudje so doma in delajo digital first, kar je, kakorkoli je ta koronavirus grozljivka za vse nas, je za časopis, ki je skušal postati digitalen in se je mučil in ne moramo se primerjati 24 ur normalno, ki je največji spletni portal. Trudili pa smo se to logiko digital first uveljaviti, nam je koronavirus zelo veliko pomagal pri tem. Enostavno nas je pahnil, smo naredili 4 korake, da ne pademo naenkrat, ki bi jih drugače mogoče delali leto pa pol. In presenetljivo dobro funkcionira, moram reči, da tudi ta komunikacija s sodelavci, čeprav jaz, ki nisem, kako se reče, digital native, me kdaj milijon teh različnih kanalov komunikacijskih se malo zgubim, pa pozabim na Skypeu koga, pa koga imam tam, pa pol se malo lovim s temi kanali, ampak kljub vsemu funkcionira presenetljivo gladko. Še vedno, če se kaj zaplete, lahko kdo koga pokliče pa reče, a si tisti naredil, kdaj bo to.
kako stojimo s to in to zgodbo. Produkcija teče, morda celo bolj aktivno, kot bi ob normalnih dnevih, ko bi ljudje posedali po kavicah, in bi si ga vzeli na easy, kot prav, kjer že čale sale. Tako ja. Ok, jaz bi sam povedala vsem, ki nas spremljate, da lahko med pogovorom za naša gosta postavljate tudi vprašanja, jih bom jaz prebrala in boste potem ona dva odgovorila. Zdaj pa moje naslednje vprašanje pa je, a se je v bistvu zdaj v tem času, ko se nekako organiziramo drugače, kot smo se in se tudi vi drugače organizirate, se je način poročanja in podajanja informacij kaj spremenil? Pa mogoče zdaj z Novico začnemo. Ne bi se smel spremeniti. Ne bi se smel spremeniti, upam, da se ni spremenil. Morali bi biti profesionalni in odgovorni do publike prej, in zdaj pa to še toliko bolj pomembno. Ker konec koncev naštevamo mrtve, to so resne stvari. Če se postaviš stran, če se ti dogaja vojna, ne vem, rečemo Sirija, pa nikogar več ne gane, a je 1000 ali je 8000 ali ne vem kaj. Zdaj, ko imamo tukaj situacijo, pa ni za primerjati vojne z epidemijo, ampak nam je 40 ljudi umrlo. Ja, so stari, lahko to relativiziraš s tem, da so stari, ampak to je blizu polnega avtobusa ljudi. In s tem moramo to odgovorno k temu pristopati in če nismo bili prej odgovorni dovolj, moramo zdaj biti toliko bolj paziti, da preverimo informacije, ne vem, kje sem slišal, da je BBC imel, da je Johnson umrl, in da je bila to skekana stran. Na to bi lahko marsikdo padel hitro na to, skočil na prvo žogo, pa objavil fake news. Verjetno morate biti zdaj v teh časih še bolj previdni in še bolj spoštovati te neke profesionalne novinarske standarde. Kako pa mogoče pač v tej dobi lažnih novic, se mi zdi, da zdaj v tem času epidemije se je ta količina še povečala, kako dejansko v bistvu preverjate informacije, kako ločite nekako zrno od plevela? Jure, pri vas, kako to počnete? Jaz se v bistvu ta del je najtežji. To, kar je rekel Novica, jaz se popolnoma strinjam, naša odgovornost, sicer bi tako morala biti 100-odstotna, pa na najvišjem nivoju, že tako, ker še pred tem virusom smo bili zelo, zelo novinarji na udaru in v tem pehanju po biti prvi, po hitri informaciji, po ekskluzivni informaciji, nas veliko roko na srce včasih tudi te standarde že prej znižvali. Zdaj so pa znižani zaradi nekih okoliščin, na katere pač nimamo prav zelo veliko vpliva. Novinarstvo je all about neka empirična izkušnja. Novica je govoril o vojni v Siriji. On ima Videmška, ki tja lahko gre, oziroma pač se potrudi, najdejo način in to poskušamo tudi mi v naših v okviru naših zmožnosti narediti. Novinarstvo je vse videti, zavohati zgodbo s svojimi očmi, zaslišati s svojimi ušesi, vprašati stvari, ki se ti zgodijo takrat na terenu. Zdaj je zaradi tega naše poročanje iz nekih objektivnih vidikov zelo okrnjeno. Mi ne moramo iti zdaj na intenzivni oddelek infekcijske klinike, pa tam sami preverjati, kako se stvari dogajajo. Zaradi tega smo toliko bolj bili na udaru, naprimer, ko smo poročali o tem, in to je tako delili celotno in novinarsko srenjo in splošno družbo, a se držimo ukrepov, a se ne držimo ukrepov, ali imajo župani prav, ko vpijejo, da so horde turistov prišle, šteli smo števce Darsa, mislim. To gre v tako neslutene stvari, ne moreš se pa postaviti na cesto, mislim, bi se moral postaviti na cesto in sam prešteti te stvari. Se pravi, novinarstvo je nekaj,
kar moraš sam doživeti in potem postaviti v nek objektiven kontekst, če se to le da. In v tem primeru, ko je virus, je to še toliko bolj potrebno in še toliko težje. Ne? Mi se za informacije sicer, mi imamo to srečo, da imamo zelo močen televizijski pogon, ki še zmeraj gre lahko na teren, še zmeraj ima stik s svojimi viri, sicer pa vse to delaš pač prek telefona. Ne? Naprimer, vsa ta debata okrog 37. člena, ne, za dodatne pooblastila Slovenski vojski na meji. Mi lahko debatiramo v resnici zdaj samo glede, kaj je noter piše v zakonu, glede na to, kar je reklo Ustavno sodišče. Zelo težko in še manj resursov imamo zdaj, pa iti na mejo, pa to empirično preveriti. Ne? Tukaj jaz vidim največji izziv poročanja v času korone. Se pravi, televizijsko delo v bistvu se je precej spremenilo, oziroma to terensko delo je drugačno, kot je bilo prej. Mislim, najbolj digitalno, seveda, ne, ker smo tako od nekdaj večinoma prevezani na računalnike in se moramo res prav zelo potruditi ven, delati svoje reportaže, delati avtorske stvari. Zdaj je to skrčeno izključno na poročanje preko nekih agencijskih virov in preko virov, ki jih na televizijskem delu pa vendarle še zmeraj imamo. Pa tudi to delo je zdaj v tej meri precej okrnjeno. No. Slovenija je razdrobljena na 212 občin. Ti kamorkoli se češ premakniti, se zaletiš v mejo občine, ki je ne smeš prečkati. Ne? In zdaj tukaj govoriti o kakem resnem terenskem delu je res težko. Ne? Ker jaz imam tablico, živim 20 km iz Ljubljane in imam k sreč tablico ljubljansko, ne, registrsko. Da se lahko sploh do službe pripeljem, da me kdo, vse ni tega, ne. Policije jaz na cesti ne videvam, ampak če bi hotel karkoli delati, se hitro zaletiš v te omejitve, ki so postavljene z razlogom, ne, sej bodimo čisto pošteni, ne. Neke omejitve je bilo treba postaviti, ampak imamo pa neko bizarno situacijo pri nas, ki je država tako razdrobljena, da imaš občine, ki nimajo svoje lekarne. Ne? In tako kot je težko živeti v teh razmerah, je tudi težko delati, ne? Kjerkoli poklic, ne samo novinarstvo, nismo mi neki nič ekstra. No? Mi smo tako kot gradbeni delavci. Ne? Pač moraš svoj del opraviti kvalitetno, da bo naročnik oziroma kupec tvojih storitev ali tvojega izdelka zadovoljen. Tako kot mora ploščičar v redu ploščice položiti, če je plačal. Da ne bo, prosti Novica, da ne bo kakšne pomote. Ne? Jaz mislim, da se z Novico strinjava v teh časih, to so fantastični časi, da si novinar. It's great time to be a journalist, trenutno. Ne? Da ne bo slučajno izgledalo, kakor da jamramo. Ne? Jaz mislim, da vsi, ki smo v vseh teh težkih časih še zmeraj ostali v novinarstvu, da ni nikogar, ki bi hodil v redakcijo, časopisno, televizijsko, digitalno, samo v službo. To že pred korono skoraj ni obstajalo, zdaj pa v bistvu smo še toliko bolj ponosni na svoje delo, ne? In ga upravljamo resnično z enim dost, mislim, kakor se to perverzno zdaj sliši, z velikim zadovoljstvom. Ne? Ker zaradi takih časov mi smo novinarji v resnici. Kle v takšnih razmerah lahko še bolj upravljamo svoje poslanstvo, mi novinarji skozi mislimo, da imamo neko poslanstvo. Ne? Zdaj se ga bolj zavedaš, ne? Ja, higher cause, ne? Ja, zdaj se ga bolj zavedaš, ne? In tudi mogoče zato se sliši, kakor da malo tarnamo, koliko je naše delo zdaj omejeno, v bistvu radi bi ga upravljali še bolj, ker zato smo novinarji. Živeli smo za ta čas, ki zdaj je. A je mogoče, če zdaj govorimo, to so res posebni časi, a je ta epidemija koronavirusa, o kateri zdaj poročate in ki se nam zdaj dogaja, mogoče primerljiva s kakšno drugo izjemno, ekstremno situacijo v vajinih karierah? Novica, mogoče. Ne vem, težko bi to primerjal. Žled je bila ekstremna situacija, ampak to je prišlo pa minilo. Ne? Tukaj nam pa vojna slovenska je trajala, kakor je trajala,
Jaz takrat sicer še nisem bil novinar, ampak tole, kar se nam zdaj dogaja, je res izjemno. Nam spreminja način življenja, nam spreminja svet. To je prva stvar, ki je ustavila gospodarstvo, tako popolnoma ustavila. Veliko ljudi bo, ne vem, jaz sem se pogovarjal s parimi ljudmi, ki so SP-ji, ki razmišljajo o samomoru. To niso heci, to moramo resno vzeti in je res velika stvar, ker jaz ne vem, če lahko to primerjam s čemerkoli do zdaj v novinarski karieri. In tudi se moramo zavedati, da se je svet toliko spremenil, da ne vem, ljudje, ki so do včeraj zagovarjali striktno varčevanje z javnimi sredstvi, absolutna prevelika država je, preveč javne porabe. Samo to smo slišali iz njihovih ust. Te ljudje nam zdaj delijo 3 milijarde evrov in verjetno, če bi jih lahko več, bi jih še več razdelili. Že samo to priča o tem, kako se je svet spremenil. Ni heroj, pa Jack, rečemo po uličarsko, ni Jack več gospod s kravato, mlad broker, ne vem kaj, njega ni, on je zginil. Tega človeka ni več. Zdaj je Jackica prodajalka v Mercatorju. Jaz vsakič, ko grem v trgovino, mene srce boli, ko gledam to žensko tam, ki cel dan dihajo v njo. In razmišljam, kaj se njej dogaja v glavi zjutraj, preden gre v službo. Kako mora iti. Ona mora preživeti in ti te službe plačati ne moreš. Oni so dvignili, so jim dali nek dodatek, ampak ti tega ne moreš plačati, tega strahu. Mi imamo tukaj tudi za novinarje, tudi za kogarkoli med nami se je svet toliko na glavo postavil, da zdaj ni več zgodba Messi ali Ronaldo. Zdaj je zgodba prodajalka, ki ti proda kilo banan pa 2 štruci kruha. Ona je zgodba, kako ona, jasno, zdravstveno osebje, seveda, njih vidimo, oni so temu se reče na prvi frontni liniji, kar mi je tako bizarno, ker nihče ne strela, ne vidimo sovražnika, ampak ta ženska, ki je do včeraj nihče tudi povohat ni hotel, ljudje so jo naderali na blagajni, vedeli so se do nje kot do zadnje smeti, ona je postala v mojih očeh ene sorte heroj. In to je po moje taka ilustracija tega, kako se nam je vse na glavo postavilo. Pa se trudite recimo pri vas tudi pol kaj izpostavljati take zgodbe, da v bistvu v tem času, kar res slišimo same slabe novice, pa preštevamo mrtve, pa tako, da pač delate zgodbe, ki so bolj pozitivne, ne vem, osveščate javnost, opozarjate na ljudi, ki zdaj delajo dobre stvari. Ja, iščemo to, aktivno to iščemo. Je pa tako, da pravi junaki se ne radi izpostavljajo. Pravi junaki so molčeči ljudje, ki ne rabi tega in ga moraš praktično za ušesa zvleči pred fotoaparat in pred mikrofon. Jure bo dosti več o tem vedel, po mojem. Ker jaz lahko karkoli napišem iz pogovora s človekom, ti ga moraš imeti pa pred kamero. Mislim, to je čas nekih, mi temu rečemo silent heroes. Prodajalka v kakšnem tržnem centru, to so ljudje, ki so radi anonimni in tudi niso navajeni nekega medijskega pompa ali sploh neke osvetlitve. In so v bistvu se tudi zelo nelagodno počutijo v tej vlogi zdaj. Izredno težko jih je dobiti pred kamero, izredno težko je že z njimi dobivati intervjuje. To je v bistvu ta pišoči del novinarstva je mogoče v tem delu nekoliko v prednosti, zaradi tega, ker ne pride z veliko kamero, z velikimi mikrofoni, z celotno ekipo. In zmrzne. Ampak, da se mogoče še navežem na tisto, o čemer ste se prej pogovarjali. Jaz mogoče sem se v svoji karieri
nekaj prelajhal po svetu, po Afganistanih, po Sirijah, Irakih. In sicer osebnostno so to zgodbe, ki zdaj, preden smo bili live, smo se o tem pogovarjali, niso šle stran. Ne? To so zgodbe, ki se te dotaknejo. To so izredno tragične zgodbe. Ne vem, jaz se spomnim, ko se je moja hčerka rodila, kmalu potem sem šel delati neko zgodbo v najboljšo kabulsko porodnišnico, kjer so še zmeraj imeli 44% smrtnost novorojenčkov, ampak so to predstavili kot neko ful velik napredek. So zgodbe novinarske, ki se te dotaknejo. Kaj je tukaj drugače? Ne? Je ne samo to lokalna komponenta, ne? Se pravi, dogaja se pri nas. Ne? Ker, dajmo se spomniti, ne vem, žled je ena stvar, druga stvar so teroristični napadi po Evropi. Pariz, Berlin, Bruselj. To so stvari, ki so tudi v našem, quote unquote, prvem najvišji civilizaciji vplivali na naše življenje, ampak nobena stvar ne bo tako vplivala na naše vrednote, na naše obnašanje, na te stvari, kaj je pomembno, tako kot bo v bistvu ta zgodba, ki se nam zdaj dogaja. Ne? Ljudje smo zelo pozabljajoča bitja. Zelo hitro pozabimo, ne vem, da se je nekdo streljal v naši soseski, da se je nekdo, ne vem, pijan zaletel, da je kakšen minister naredil kakšno afero ali karkoli. Te stvari imamo zelo hitro pozabimo, imamo zelo kratek spomin. Tudi, kaj se zdaj še spomnimo od napadov v Bataclanu, naprimer, ali pa v Madridu, ali pa v Londonu, ali pa at the end of the day, ne vem, 9/11, ki je spremenil naše življenje, dost. Ne spomnimo se veliko, ampak ta stvar, ki je pa prišla v naše bolnice, ki je prišla do naših staršev, do nas, še nikoli nismo bili tako osebno vpleteni v neko zgodbo kot družba, kot smo v bistvu v to zgodbo te korone. Kako pa recimo, v bistvu prej sta oba povedala, da je to nekako edinstven čas tudi za novinarje in da ste v bistvu ostali zdaj ta pravi novinarji, ki še poročate o tem. Kaj pa napovedujete za novinarski poklic po tej krizi oziroma po epidemiji? Bo drugače, bomo priča kakšnim korenitejšim spremembam? Zadnjič sem poslušala Studio ob 17, ki je predsednica Društva novinarjev Petra Lesjak-Tušek povedala oziroma napovedala, da bo po krizi novinarjev in medijev manj. A se s tem strinjata, kakšen je vajin pogled na to? Novinarje bomo rabili, Novinarje bomo rabili vedno. Vprašanje je, koliko jih bo lahko živelo od tega. In ta kriza bo nedvomno zasekala, porezala v medijskih podjetjih zelo dramatično. Zdaj, kako to preprečiti oziroma kako to umiliti, ne znam biti dovolj pameten, ker drugega kot vsebino, kot ukvarjati se z vsebino čim bolj kakovostno in tako naprej, ne počnem. Je pa tukaj zelo veliko na oglaševalcih, nekoč bodo, ko se bo ta stroj gospodarski zagnal, upam, da se bo čim prej, bodo oni še naprej hoteli prodajati stanovanja, avtomobile, karkoli že, in bodo še naprej si želeli nekako do kupcev priti. Tukaj jaz mislim, da so največji v prednosti, ker 24 ur Pop TV je seveda v prednosti, ker ima tisti, ki ima večji doseg, bo večji kolač tega oglaševalskega denarja pobral. In kredibilnost. Kredibilnost bo verjetno tista, ki jo bodo ljudje začeli ceniti, bralci, ki te zasujejo z vseh strani s točo informacij, ki jih moraš kot bralec sam preverjati. Boš na neki točki verjetno imel tega dovolj in boš rekel, se bom držal tistih, za katerimi moram najmanj preverjati. Jaz mislim,
da to dvoje, da predvsem ta del, na tem lahko novinarji postorimo veliko, na tem, da nam bodo ljudje zaupali, ne? Naši bralci, naši kupci. Od tu naprej je pa stvar poslovodstva, marketinga in tako naprej, kako bodo znali čim večji del tega oglaševalskega denarja pritegniti v svoje podjetje. Jure, še tvoj pogled. Ja, jaz bi tako rekel, ne. Novinarji smo v zadnjem času, pa jaz res nisem od tistih, ki bi se, ne vem, koliko jamral ali karkoli. V zadnjem času smo res tarča, še pred to korono, napadov, pa nimam nobenih težav s tem, če so argumentirani, mi smo absolutno delujemo na javnem področju in kritike so, kakršnikoli feedbacki so zelo dobrodošli. Kar se je v zadnjih letih zgodilo v bistvu v novinarstvu, so te neargumentirani napadi. Ne. Vsak, ki ima 3 minute časa, je brez kakršnihkoli argumentov, se čuti poklicanega, da lahko pač popluva delo, za katerega pa to je spet čisto naša stvar, smo mi vložili sem noter dušo, vso znanje, izkušnje, vse, kar smo vlagali z leti noter, da narediš neko zgodbo in nekdo te pač popluva. Nimam težav s tem, sej okej, ne. Kar je, v bistvu, kar bi jaz takšnim ljudem predlagal, je, naj si predstavljajo svet, pa ne brez mene ali pa novice, ne, ampak brez novinarjev, brez nekega objektivnega pogleda na stvari. Naj si predstavljajo, da je njihov edini vir informacij Twitter, ali pa social media, ali pa Facebook. Good luck with that, ne. Vse imamo pač v pogledu v takšne družbe, ne vem, Madžarska je en zelo dober primer, ali pa kakšne afriške države, ne. Kaj se z družbo zgodi, ko nimajo izkušenega novinarstva, ne. Pa pozabimo zdaj, lahko si ljudje omenjeni ali pa v 24 ur mislijo karkoli, ne. Kaj se zgodi, ko družba nima nekih checks and balances, ne? In novinarstvo je en del tega. Kar pa se tiče tega, kaj bo finančno s tem poklicem, mislim, da bomo delili usodo celotnega gospodarstva. Čist nič ne bo pri nas drugače kot pri katerikoli drugi firmi. Moj osebni pogled je, ki ga večkrat razlagam, je, jaz sem dolga leta, 13 let sem bil na nacionalni televiziji, zdaj sem dobrih 10 let, 11, 12 že na komercialnem delu in imamo pogled v oba dela, ne. Kaj pomeni, da je treba zaslužiti nek denar kot medij, kaj pomeni, da izpolnjuješ neko poslanstvo. In moj oseben odnos do tega je naslednji. Jaz, ko sodelujem z kapitalom, ne, z oglaševalci, podpišem pogodbo sam pri sebi z nekim hudičem. Ne. To so stvari, ki vplivajo na naše poročanje, ampak ta del duše, ki jo kot novinar predaš nekemu profitu, ti omogoča, fizično ti omogoča potovanje, kjer lahko, ali pa okoliščine, kjer lahko poročaš in izpolnjuješ ta drug del tvoje duše, ki izpolnjuje to tvojo novinarsko dolžnost. Ne? In manjši je del prihodkov, manjši bo tudi del, ki ga lahko kot novinar opravim. To je čista matematika. Ne? Zdaj, nikoli se ta dva dela sicer velikokrat prideta v navzkrižje, ampak se da zmeri vse zmeniti. No problem. Problem je samo v tem, koliko svojega časa posvetiš temu dekonfliktanju z nekim kapitalom in manjši kot je kapital in bo povsod po našem trgu, ja, seveda, tako kot je novica, še zmeri bodo oglaševali, še zmeri bodo hoteli prodajati, bo gospodarstvo se pobralo, ampak rezi, ki so bili že do zdaj narejeni v novinarstvu, že brez te korone, ne, so zelo, zelo brutalni. Tukaj se bo zarezalo še bolj in ja, neke tradicionalne novinarske organizacije, ki imajo točno to, kar je, o čemer je govoril Novica, kredibilnost, izkušnje, neko zaupanje ljudi, s tem tudi reach, ne, pa to je vsaj med 5 in 10 resnih novinarskih organizacij v Sloveniji, te bodo preživele. Noben pa ne bo tega preživel brez
brez večjih podplutb, odrgnin, zlomov in tako naprej. Zdaj bom pa prebrala, gremo malo k vprašanjem naših poslušalcev. Nena sprašuje oziroma pravi, da doživljamo eno največjih kriz, ko bi pričakovala več solidarnosti med ljudmi, tudi strani novinarjev, in jo v bistvu zanima, če ni zdaj čas, da pač stopimo skupaj, pozabimo na te neke delitve levo, desno oziroma kaj je bilo v preteklosti in da vsi delujemo dobro za našo državo, tudi novinarji. Kako to komentirata? Novica. Ja. Mi smo prva stvar, ko se je začela ta korona kriza, smo se zmenili, mi ne moramo, čeprav bi radi prodali čim več spletnih naročnin, ne moremo informacij o koronavirusu in o ukrepih direktno vezanih na to situacijo ne moremo skrivati pred ljudmi in zato zaračunavati v tem obdobju in je vse, kar se tiče koronavirusa, direktno je odklenjeno. To je, mislim, da najmanj, kar lahko naredimo, naslednje, kar lahko naredimo, je, da, in to je zadeva, ki bi jo mogli skozi početi, je, da imamo odprte oči. No? Ne pomeni, če smo kritični do določenih potez vlade, da nismo v podporo državi, ne? Ker vsak med nami je zmotljiv, tudi ljudje v vladi so ljudje, so krvavi pod kožo, zelo veliko delajo in kdor zelo veliko dela, se tudi zmoti. Ne? In mislim, da tukaj sploh ni vprašanje, kaj je naša funkcija. Če želimo biti koristni tej družbi, je najmanj, kar lahko, da opozorimo na določene napake, zmote, da ne bo prepozno, no? Ker če ne opozoriš pravočasno, je lahko čez čas ti žal. Ne? In potem je bistveno težje popraviti. Konec koncev je tudi ta vlada, kakorkoli je kritična do mainstream medijev, kar recimo midva sva, ne? Predstavnika teh mainstream medijev, kakorkoli je kritična, je pokazala določeno mero posluha za, ne vem, ko se je sprejemal ta mega zakonski paket, se je sproti odpravljalo določene napake, za katere seveda, ki ti naenkrat poskušaš ogromno število področij zakonsko preurediti, da se ti določene stvari sproti sesuvajo. No? In tukaj se vidi, da so spremljali, kaj ljudi moti, ker konec koncev mi nismo najpametnejši, mi dobimo informacije od, ne vem, cvetličarka pokliče pa reče, dajte, zakaj jaz ne morem prodajati rož, v Mercatorjih pa lahko, pa zdaj sezona, pa ne moremo prodajati sadik, pa tako naprej, ubili nas boste. Ne? In potem, ko to priobčiš naprej, se nisi ti tega zmislil, ampak je to prišlo, je konkreten problem, ki nekoga muči in vlada je banalna stvar, no, ampak vlada je to upoštevala dosti hitro. In bilo je več takih situacij v vsem tem, rečemo temu kaosu, ko so pokazali posluh, kljub temu, da smo nekako na nasprotnih bregovih. No? Veš, kako je Brino? Mogoče sam še dodam, no, v bistvu pa lahko ti odgovoriš, Jure, tudi vprašanje od enega poslušalca, zakaj je v medijih toliko negativizma in v bistvu zakaj ste novinarji tisti, ki, citiram, po nepotrebnem delate dodatno dramo iz razloga, da se vse skupaj bolje bere? Zdaj, tako, da začnem točno tukaj. Mi imamo sicer na jutranjih sestankih zmeri pogledamo branost, klikanost prejšnjega dneva, pogledamo, kaj se da izboljšati in tako naprej. Tega mi v zadnjem mesecu ne počnemo. Branost, poslušanost, klikanost, gledanost je v zadnjem mesecu popolnoma na zadnjem sedišču avta. Vsi smo izredno brani, vsi smo izredno gledani. Mi smo prebili 1 milijon uporabnikov v prejšnjem mesecu. Ne? Unikatnih uporabnikov. O tem se ne pogovarjamo, s tem se ne bomo hvalili. In nič
v zadnjem mesecu ničesar nismo naredili za branost, gledanost, klikanost ali karkoli. Novinarji nismo nek duses mašina, nismo neki vesoljci, ki smo prišli v Slovenijo in zdaj mi kritiziramo vse to. Mi smo pač odraz te družbe in ko se pač pogovarjamo, a smo negativistični, mislim, če ti umirjajo ljudje in če živiš, ne vem, 100 km stran od evropskega Wuhana, potem in ljudje tega ne jemljajo resno pri nas, potem moraš pač stvari prikazati, da so resne, ker so resne. Ne? Tako, kot je rekel Novica pred 20 minutami, stvari niso hec. Ljudje se pa še zmeraj hecajo. Ne? In je naša dolžnost, da opozorimo, da se ljudje morajo zresniti. Ker če ne bodo stvari šle v tisto smer, v katero bo točka, brez katere povratka ne bo. To ni zdaj neko strašenje. To se je zgodilo našim sosedom. Ne? To se je zgodilo Špancem, to se dogaja Britancem, ne? To se dogaja v Ameriki. So šli čez točko, kjer so ga preveč zasračkali. Ne? To je prva stvar. Druga stvar je, ja, seveda, neka unity, pa moramo zdaj resnično biti složni. Mi se veliko pogovarjamo v redakciji pa v ekipi o tem, a smo državotvorni. Mislim, jaz pa za Novico sigurno vem, mi smo veliki patrioti. Mi čutimo eno zelo globoko odgovornost do, še bolj kot države, do naše družbe. Kot rečeno, mi nismo vesoljci, ki smo nekam prišli pa zdaj kritiziramo od zunaj. Mi smo del te družbe, mi smo del lokalne skupnosti, mi smo prebivalci tega mesta in te socialne oblike, v kateri živimo. In naša dolžnost je, da sicer nismo kritikantski, ampak da smo kritični do potez, ki jih naši vladajoči sprejmejo. Ne? Zdaj, ali smo bolj do teh, bolj do unih, o tem se lahko pogovarjamo, ampak naš attitude je, če nas ne trplajo po ramenih, smo opravili svoj job dobro. Ne? Se pravi, če nas kritizira vlada, katerakoli vlada, delamo svoje delo tako, kot bi ga morali opraviti. Če nismo seveda kritikantski. To pomeni, da ne kritiziramo samo izključno zaradi kritike. Tudi v politiki se moramo zavedati, da lahko hitro pridemo do točke, kjer povratka ne bo. Poglejmo, kaj se dogaja v Srbiji. Gre za pač neko obliko mentalnega vladanja, ki je bil še pred 30 leti del tudi nas, ne? In je tudi v našem skupinskem DNK-ju razmišljanje kot v Srbiji. Policijska ura, 24 ur. Ne? Tanki na meji, tanki na vojska čuva bolnice. Ne? Mama država ti mora vse povedati. Ne? Tako. Ne? In mi smo v bistvu razpeti med tem razmišljanjem. Ne? Dajmo biti Skandinavci, oni imajo pa 15-krat več mrtvih, kakor mi, dajmo biti tako, kakor Srbija, vse treba zapreti, dajmo biti tako, kakor Američani, se to bo zginilo, to je samo ena mala gripa. Ne? Mislim, kaj v bistvu ne moreš ugoditi vsem pogledom in je narobe, če poskušaš ugoditi. Delaš po svoji vesti in delaš tisto, kar se ti zdi pravilno in dobro, glede na tvoj sistem vrednot za tvojo družbo. In tukaj moramo pač biti en del teh checks and balances do vlade, ki je pač izbrala neko pot, ki je čisto legitimno. Oni so pač malo legitimno vladajo. No problem, ne? Ampak če bi nekdo drug vladal, bi tudi njim nastavljali ogledalo. Tako kot smo mi, novinarji, ogledalo družbi, ne? Če je družba negativistična, bomo mi negativistični. Ne? Sej, tako kot rekel Novica, pokliče nas cvetličarka in reče, zakaj pa jaz ne smem prodajati rož, ne? In potem mi napišemo, cvetličarka ne sme prodajati rož, takoj dobimo nazaj. Spet ste negativistični, spet vas je Kučan klical, zakaj samo kritizirate vlado, zakaj v teh časih morate sami širiti negativnost. Ja, če gospa ne more prodajati rož, kar je legitimate problem. Ne? Ja, strinjam. Zdaj pa še vprašanje, kako vidite oziroma kako menite, da komunicira vlada zdaj z novinarji v času te korona krize in pa mogoče, da se še navežem, katera država, ki jih spremljamo po svetu, ima mogoče boljše oziroma katera komunicira najboljše? Ja. Vlada
komunicira povsem pričakovano. Ne. Jaz dvomim, da je kdo zelo presenečen nad tem načinom komunikacije, sploh, ker razmere so, kakršne so, smo na robu, ko se že temu reče, izrednih razmer. In je po svoje tudi dobro, da je komunikacija centralizirana v teh razmerah. Kar mene skrbi, je to, da bo takšna ostala tudi, ko te razmere minejo. Ampak to se bo spet slišalo, kot da novinarji nekaj jamrajo in to bralcev v bistvu ne zanima, ne, kako mi pridemo do svojih informacij. Zanima jih, da so koristne in da so verodostojne. Zato jaz ne bi preveč o tem. Vlada se je odločila komunicirati, kakor se je odločila komunicirati. Menim, da v teh danih razmerah to ni tako slabo, da imajo jasno določene protokole, kako, kdaj, kdo govori. Tudi to, da ni mi všeč, ampak tudi to, da se na nek centraliziran način postavlja vprašanja. Tudi to bi najbrž jaz naredil, če bi bil na položaju predsednika vlade. Ne. To je z njegovega vidika v teh razmerah super. Kot novinarja me skrbi in kot državljana, da utegne tako ostati tudi potem. Ampak to bodo bralci, volivci vse videli in bodo tako kot v trgovini imeli možnost oceniti ta produkt na volitvah in reči, ali je to, ali dobi kljukico ali dobi križec. Ne. To je suverena odločitev vsakega, ki je na odgovorni poziciji, da te stvari pelje tako, kot misli, da je prav, in jaz se tukaj v neko pretirano kritiko ne bi spuščal. Delamo s tem, kar imamo in najbolje, kot znamo, naprej bomo pa videli. Kaj pa ta očitek, recimo, ki je bil tudi dostikrat dan, da vladna stran v bistvu iz komuniciranja preveč izključuje strokovnjake? Kako pa na to gledaš, Jure? Jaz mislim, da je Novica tako fantastično povedal in odgovoril na prejšnjo, da se totalno strinjam z njim v vsem, kar je rekel. Volivci bodo imeli svojo možnost, da ta produkt, kako si dobro to povedal, ocenijo na naslednjih volitvah. Zdaj, ja, z vidika politika, z vidika nekega vodje z velikim V-jem je treba centralizirati komunikacijo, to so pač Novice, obramboslovci, kako se te stvari delajo v izrednih razmerah. Je pa tako, da z vidika novinarstva in novinarja je pa se s tem absolutno ne smem in se ne strinjam, ker tukaj, mislim, sicer je meni Kacin zelo všeč, ne? Ker zna izredno elokventen je, zelo dobre primere ima, nasmejite, ena taka vrsta, ki ima všter, ne? In iz tega vidika on meni res všeč, ne? Ampak medtem, ko se pogovarjamo o neki komunikaciji, je to v bistvu en ful dober primer nekega subliminalnega komuniciranja z podrejenimi, z javnostjo in tako naprej, ne? Jaz sem prepričan, da bi lahko vlada našla tudi nekoga, ki je bolj v stiku z nekimi trendi komuniciranja, ki so se po letu 1991 precej spremenili. Izbira Kacina za to mesto je seveda, in o tem ni nobene debate, zelo pomenljiva. Pa mi je res, gospod mi je zelo všeč, ne? Verjamem, da se da boljš komunicirati in že ko vidiš cel ta CGP, ki ga zdaj predstavlja, ne, to centralno podobo iz Cankarjevega doma, z kadrom iz poznih 80-ih let, mislim, jaz sem res zelo vizualen televizijski človek, ne. Razumem to moč tega podzavednega komuniciranja in ko dobimo še gor logotip od nacionalne televizije, ki je mimogrede verjetno tudi zelo zastarel, ko dobimo zelo slab chroma key. Edina stvar, ki se je spremenila v teh letih, je pač ta znakovni jezik, ne, za gluhoneme, kar je v bistvu edin upgrade od leta 1991. Ne.
edina pozitivna stvar, ki se je tukaj zgodila. Jaz verjamem, da bi vlada to lahko naredila, če bi želela sporočiti kakšne druge stvari precej bolje. Mislim, da je to zelo oportunistično z njihove strani in zelo z namenom narejeno in jih absolutno razumem, vzgib razumem vso motivacijo za tem, tudi glede na njihovo motivacijo in na njihov, kar je tudi čisto legitimno, potrebo po tem, da centralizirajo informacije, da ne prihaja v kriznih časih do dezinformacije. To je v bistvu v celotni družbi v resnici v interesu. Vlada more voditi neko naracijo. Tudi s to motivacijo bi lahko naredili boljše. Saj ne pravim, da ne bi izbrali Kacina, ampak poleg Kacina bi pa lahko naredili še kaj boljše. In tudi, ko govorimo o tem, o teh malih teh shades of grey, ko vlada onemogoči prisotnost novinarjev, ko nek špiker tam prebere vprašanja. Ne samo, da onemogoči pod vprašanja, onemogoči tudi, da prepoznaš ton vprašanja, pod tone odgovora in tako naprej. In v tem delu je komunikacija slaba. Slabša z našega vidika, z vidika ljudi, novinarjev, ki moramo predstaviti vse v bistvu te shades of grey. Kar je pa Novica rekel, je pa absolutno se strinjam, ta produkt bodo ljudje imeli priložnost oceniti na naslednjih volitvah in kukor ga bodo ocenili, tako ga pač bodo. A lahko samo še jaz nekaj dodam glede komunikacije? To je čist moje osebno stališče in vem, da ne moram stopati iz čevljev novinarja, ampak kljub vsemu, kot državljana me pa zelo neznansko me moti, da mi nek govorec, pa naj bo to Kacin tisočkrat, ki je faca in ima svojo pozitivno vlogo v zgodovini, ki on državljane hvali ali graja, ste pridni, niste pridni, če boste pridni, bo tako, če ne boste pridni, bo drugače. To se meni kar obrne želodec, res. Tako se z ljudmi ne komunicira. In te ljudi je treba vedno znova spominjati, da ja, izvoljeni ste, vladate legitimno, super, fino, fajn, ampak vi ste naši služabniki, vi služite nam in ne mi vam. In to jih je treba spomniti občasno. In če te ne spusti na tiskovno konferenco, že s tem je pokazal, da je pozabil na to, da on služi ljudstvu. In to je problem, to je v bistvu najbolj njihov problem, ne moj. To bo na volitvah za to prišla nagrada oziroma kakršnakoli že. Zdaj v bistvu smo prišli do konca, naš čas se počasi izteka. Jaz vam bom vseeno zastavila še samo eno vprašanje. In sicer, kdaj bo po vašem mnenju se zgodilo, da COVID-19 ne bo več prva novica in kakšen bo takrat svet? Pa zelo na hitro od obeh, pa se bomo pa poslovili. To je pa težko vprašanje. Ful. To bo prva tekma Lige prvakov. Jaz mislim, da je v bistvu v tem trenutku v naslednjih mesecih, ali pa v naslednjih tednih, da ne bom prehiter napovedal česa. Če bi v naslednjih tednih ena novica prevzela prvo mesto, ne pa pač boj, nočem teh militarističnih izrazov uporabljati, proti virusu, bi to pomenilo v tem trenutku še kakšno večjo tragedijo. Sigurno slabša, ne boljša. Slabša bi. Ja, tako da jaz si še na par tednov bi pustil, ker mi smo zdaj težava, ki se je zelo počasi skuhala. Zdaj smo se navadili teh karanten, navadili smo se otroke doma šolati, navadili smo se hoditi v službo ali delati od doma. In zdaj se morajo te stvari počasi izveneti. In zdaj v tem času, tako kot smo se na začetku pogovarjali, iščemo pozitivne zgodbe v tej krovni zgodbi. Če bi v naslednjih tednih bilo kaj drugega, saj je bila, by the way, potres v Zagrebu, je bila prva zgodba. Ni bila dobra. Ni bila dobra.
Tako da jaz še bomo iskali bolj pozitivne novice, bo počasi COVID prihajal v zadje, začeli bomo z novicami o okrevanju gospodarstva, o pozitivnih zgodbah z vulkanizerji, ki se bodo začeli odpirati, z počasi izleti na morje, se pravi. Z ozdravljenimi ljudmi mogoče. Tako, že to delamo, ne? V naših naslovih zdaj najprej izpostavimo, koliko je ozdravljenih in pa še na koncu, koliko je mrtvih. Ne? Je pomembno to, ne? Bo pa še kar nekaj časa. Ok, super. Jaz se res obema najlepše zahvaljujem, da sta si vzela čas za nas, da sta delila z nami svoje misli. Jaz mislim, da je bilo zelo zanimivo in smo dobili dober pogled v vajin svet. Tako da res hvala. Jutri bomo spet z vami. Ob 10. uri se nam bo pridružil Nikolaus Dimitriadis, ki nam bo povedal, kako naj treniramo svoje možgane, da nam bo v tej krizi lažje. Do takrat pa hvala lepa vsem in bodite dobro. Se vidimo jutri. Adijo. Hvala. Dio. Hvala, adijo.